kolega Linko zaključil, na nek način kar dramatično, ampak situacija dejansko je dramatična, oziroma lahko še bolj dramatična, če se nekatere napovedi, da se približa slovenskim mejam nov val, uresničijo. In v tem primeru se lahko dejansko zgodi ta neljuba situacija, ko Slovenija dejansko ostane na cedilu, kolikor bi se severne države odločile za zaprtje meje, južne države pa bi imele še naprej vodile politiko čim večjega pretoka na sever. Skratka, v Evropski uniji, kar tako začel, je tudi, lahko rekli, kar kriza dosegla višje begunska. Evropski parlament je dokaj aktiven pri zaznavi in razlagi situacije. Tudi sam sem avtor resolucije, ki jo je Evropski parlament sprejel na zadnjem plenarnem zasedanju v Štrasburu, kjer smo podprli zamisel stalnega mehanizma relokacije oziroma prerasporejanja beguncev in migrantov. Zavzeli smo se za večje financiranje tudi nekaterih skupnih organov, kot so Frontex, Europol, EASO in drugi. Istočasno smo zahtevali od držav članic in tudi od evropskih inštitucij, da poveča nekatere pristojnosti tem našim skupnim organom in se zavzeli za to, da se poskuša reševati dolgoročno ta eksodus beguncev in migrantov iz Bližnjega vzhoda, tudi na način, da se ustvarijo ugodne razmere na samem Bližnjem vzhodu, oziroma Siriji, oziroma državah, odkud begunci prihajajo, kjer je vojna oziroma kjer so konflikti. Nekateri so dokaj kritični do evropskih inštitucij v zvezi z begunsko krizo, kar pa ene strani drži, po drugi strani pa tudi ne. Potrebno je nekoliko ločiti med evropskimi inštitucijami. Evropska komisija in pa Evropski parlament sta pripravila ustrezne ukrepe. Že maja, 12. maja je že bil sprejet agenda o migracijah, 27. maja je bil že spet prvi sveženj ukrepov za migracije, ki se nanašal na izboljšanje, večjo učinkovitost Frontexa in drugih služb, zaščiti južnih mej in podobno. Vendar v tistem času še niso ne države članice, ki zagotavljajo dejansko podporo v vozilih, letalih, helikopterjih, ladjah, predvsem ladjah, in tudi z človeško močjo, niso zagotovili dovolj te podpore, da bi se ta prvi val, ki je prihajal poleti, zajezil. Nasprotno, Evropske inštitucije oziroma Evropska komisija je takoj pripravila naslednji sveženj ukrepov, ki tudi predvideva zdaj drugi ta kvote, kot se popularno reče, obvezni mehanizem relokacije beguncev, in ta se pa nanaša že na drugi val, torej na teh 120.000 beguncev, ki je bil še pred 3 tedni v Italiji, na Madžarskem in pa v Grčiji. Tukaj pa je nastal problem z svetom. Na 13. septembra, ko je zasedal svet, je zavrnil ta mehanizem in nekatere države, tudi višegrajske skupine, so nasprotovale obveznim kvotam temu sistemu. Kakšno stališče Slovenije? Jaz mislim, da bi Slovenija morala biti zainteresirana za kvote, predvsem zaradi tega, ker je zelo ranljiva, zelo šibka. In ko bo prišel velik val beguncev in migrantov v Slovenijo, bomo še kako zainteresirani, da bi se zadeva lahko uredila na sistemski način, da se porazdeli po evropskih državah begunce in pa migrante oziroma imigrante. Tako da bi naše stališče moralo biti tukaj dokaj trdno in jasno. Torej smo za kvote. No, tukaj pa so nekatere države niso hoteli sprejeti. Danes je srečanje sveta, notranji in pravosodni ministri se dobijo. Jaz sem prepričan, da bodo se danes dogovorili, kako bo s tem. Koliko ne, je Tusk za jutri pripravil vrh, kjer bodo poskušali popraviti, če se danes ne bodo ministri uspeli dogovoriti, in na nek način bo mehanizem sprejet oziroma uveljavljen in tudi mora biti. Drugače dejansko Evropska unija bo v hudih škripcih. Včeraj je predsednik Tusk omenil, da zunanje meje, da so padle oziroma da jih več ne obvladujemo in da je zaradi tega
nujno potrebno najti nek dogovor oziroma sporazum in običajno se na svetu sprejme tiste, kar se na formacijah ministrov za notranje zadeve ali pa pravosodni ne. Torej, ta mehanizem bo zagotovo moral biti sprejet in so pa še na dnevnem redu nekateri drugi ukrepi, gre zlasti za finančno podporo, ne samo državam v Evropski uniji, ki bolj ali manj sprejemajo begunce in imigrante, ampak tudi državam tretjega sveta, balkanskim državam, tudi Turčiji in pa sosednjim državam Sirije, ki bodo tudi iz posebnega fonda, ki se imenuje Fond za Afriko, prejemale kar precejšno količino denarja pomoči. Kot veste, je tudi predsednik Janša 2-3 tedne nazaj, ko je objavil to svoj način reševanja, projekt reševanja begunske krize, omenil tudi posebna varnostna območja pod zaščito Organizacije Združenih narodov, ki bi v relativno njihovi bližini izvornih držav zagotavljale normalno življenje beguncev, ki bežijo iz Sirije drugam po Evropski uniji. Iz Sirije prihaja tudi največ beguncev. Po zadnjih statistikah jih je okrog 40%, to pomeni, samo ti migranti imajo pravico do statusa begunca, vsi ostali, ki prihajajo iz drugih držav, tudi iz afriških držav, Afganistana in podobno, Pakistana, seveda ali pa Irana, statusa begunca pač ne bi smeli imeti. Je pa dejansko težko za obmejne organe, da detektirajo, kdo je ekonomski migrant, posilec, politični azil in tako naprej. Še posebej zato, ker se enostavno begunci in migranti nočejo identificirati, kar je velik problem. Tukaj je Slovenija dobro začela in bi morala nadaljevati ostro v tej smeri. Edina država, ki si zasluži pohvalo, da je upravljala zaščito zunanjih meja Evropske unije, je Madžarska. Madžarska ni gradila zidu zato, da bi nagajala beguncem, ampak zato, da bi uredila vstop v državo. Madžarska je najdlje izmed vseh držav evidentirala oziroma ravnala po Dublinu in pa po Schengenu. In ker v Sloveniji običajno ne najdemo nikoli dobre besede za madžarsko vlado, lahko smo jih hvaležni, da je nam v zadnjih dneh prevzela približno 18 000 beguncev, ki bi sicer prišli v Slovenijo in bi jih imeli danes tukaj. Ampak, kot je govoril že gospod Gorenak, obstaja velika nevarnost, da bo ta dan X kmalu prišel. Zato se mora tudi slovenska vlada dobro pripraviti. Na šengensko mejo mi lahko zaprosimo tudi pomoč. Evropska unija bo zdaj na vrhu jutri razpravljala tudi o tem, da bi poskušala pomagati vzdrževati šengensko mejo na grških otokih oziroma Grčiji in tudi Italiji. In ni razloga, da pred to nevarnost ne bi tudi Slovenija zaprosila za tovrstno pomoč. Skratka, mi moramo preprečiti prevelik naval beguncev, lahko gre v nekaj 10 000, ki bi potem ostali v Sloveniji zaradi tega, ker bi jim bil otežen nadaljevanje poti na sever, v Nemčijo, v Avstrijo in druge države. Skratka, problem je lahko že kmalu zelo hud, kolikor se ne bo tudi slovenska vlada morala nekoliko bolj jasno strategijo zavzeti. To, kar bi lahko učitali vladi, je, da je premalo ažurna, da ni pričakovala tega prvega manjšega navala ali pa vala beguncev in imigrantov. Prepozno je sklicala sejo Nacionalnega sveta za varnost, premalo je obveščalo tudi parlamentarni odbor, ustrezen, javnost zdaj solidno obvešča o dogodkih. Preslavo se očitno koordinira glede na kompetenčni štrajk dveh ministric in tako naprej. Nenazadnje je treba vedeti, v Evropski uniji vključujejo tudi vojsko v določenih razmerah, v določenih okoliščinah za zaščito meja, celo notranjih meja, kaj šele zunanjih meja Evropske unije, in take možnosti ne moreš izključiti. Take možnosti so izključene, kadar gre za normalno situacijo, recimo, če bi policaji in cariniki, policisti in cariniki štrajkali, stavkali, v tem primeru bi
lahko kdo zagrozil tudi z vojsko, ampak v tem primeru bi seveda bila to neupravičena zahteva. Sedaj, ko pa gre za takšno krizo, ne, pa bi morali tudi o tem razmišljati. Tudi štab za civilno zaščito je bil v Sloveniji prepozno aktiviran, tako da je potekalo sodelovanje, medsektorsko sodelovanje. Ne. To je pa prenizka oblika koordinacije oziroma sodelovanja med državnimi organi, kadar gre za tako pereče vprašanje, kot je pričakovan val imigrantov in beguncev. Torej, pomembno bo zlasti danes in pa jutrišnji vrh. Več ali manj pa poskušala povedati z dr. Gorenakom, kaj bi bilo treba storiti v Sloveniji, kaj bo potrebno storiti v Evropski uniji. Evropska unija bi morala še bolj jasno, zlasti pa države članice, tukaj morate vločiti, kot sem že prej povedal, svet od parlamenta in pa komisije, še bolj jasno razdelati vse faze procesa. Najprej je faza alokacije, sprejema, potem je relokacije, prerazporeditve in potem pride tretja faza, ki pa pomeni ali vračanje domov ali pa integracijne asimilacije. Tako da evropske družbe se bodo s ključnimi problemi, zdaj je v prvi vrsti varnostni problem na vidiku, s ključnimi problemi srečevali šele potem, ko bodo časovni nizi, zakonski roki, ki določajo vračanja ali pa sprejem teh ljudi, začeli veljati. Takrat nastopi vprašanje, kako integrirati te ljudi v neko funkcionirajočo se družbo ali pa družbe evropske, da se ne bi dogajalo kakšne sporedne družbe, na katere je že opozarjala Angela Merkel, ki jo bolj poznamo po tem, da je vabila imigrante v Nemčijo, kot in poskušala kakorkoli to preprečiti. Hvala lepa za ta uvod.